Tudi letos je območno združenje Rdečega križa Slovenije iz Kamnika pripravilo tradicionalno krvodajalsko proslavo, na kateri so podelili tudi priznanja krvodajalcem, ki so že večkrat darovali kri. Pomen krvodajalstva je najprej orisal predsednik Rdečega križa Kamnik. Številne operacije, številni posegi ne bi bili mogoči brez vaše krvi. Kar se tiče podatkov, ste jih slišali. V Kamniku je bilo lani nekaj čez 1600 prostovoljnih krvodajalcev. To predstavlja v populaciji občine Kamnik 5,2% prebivalcev občine Kamnik. Da krvodajalstvo ne bo izumrlo, je izjemno pomemben podatek, da je lani darovalo kri v Sloveniji 11% krvodajalcev prvič. To se pravi, mlade vrste so za vami. Zato se za eno izmed največjih solidarnostnih akcij, to je darovanje svoje krvi, prostovoljno, anonimno, ni treba bati. In tudi bodočim rodovom se ni treba bati, da jih bo v Sloveniji zmanjkalo krvi. Na koncu bi se vam rad v imenu vseh, ki ste jim darovali krvi, ki ste jim rešili življenja, ki ste jim povrnili zdravje, še enkrat pohvalil. Na obisku pa so se mudili tudi predstavniki krvodajalcev z Dobrdoba iz Italije. Najprej se zahvaljujem vašemu predsedniku za povabilo in kot je že prej povedal, smo že preko 20 let, ko se srečujemo z območjem Rdečega križa z Kamnika in imamo dobre odnose. Ampak jaz bi želel, da bi imeli še boljše odnose. Tudi glede na drugih strokovnih področjih, kot ne vem, če veste, smo tudi vplateni s Kranjem in s Kranjem imamo že takšne stike. In tako jaz bi želel, da bi imeli tudi z Kamnikom. Z malo dobre volje, tudi sekretarka mi je že obljubila, da bomo pričeli in tako da si želim, da v prihodnje bomo imeli še nekaj takšnih dobrih stikov. Se zahvaljujem tudi, tukaj sem ga spoznal prvič našega novega župana, ker dve leti od tega je bil še prejšnji župan in se ga vabim, da letos, ko bomo imeli 40 let krvodajalcev v Dobrdobu, da bi se udeležil naše proslave skupaj z predsednikom in z vašo delegacijo. In za spomin sem prinesel nekaj tukaj vašemu predsedniku, nička starejce, tako da bo imel spomin z Dobrdoba. Tukaj je ena naša umetnica z Dobrdoba, je naredila to in pri veseljem pripravljen. Je ta naša domačinka. Zelo lepo na korcu. Na korcu. Mladega Libitranca Tičiča. Svečeni župan bi mu pa podaril eno steklenico našega terana. Upam, da se bomo srečala v septembru v Dobrdobu. Se boš potrudil. Hvala vsem za... Spregovoril pa je tudi kamniški župan. Kri je tista tekočina, brez katere človeško telo ne more funkcionirati. Če ni krvi, potem vemo, da se življenje ne more nadaljevati. Ni večjega poguma oziroma večjega žrtvovanja, kot dati nekaj svojega za to, da bo nekdo drug živel. In vi, krvodajalke in krvodajalci, se tega dobro zavedate in vsak dan omogočate, da tisti, ki so bodisi žrtve prometnih nesreč, bodisi žrtve kakšnih bolezni, zdaj vidimo ravno v Nemčiji se dogaja ta nova bakterija, kjer tudi ljudje potrebujejo kri za zdravljenje. Vidimo, da brez vas praktično ta svet ne bi šel naprej. Mislim, da je prav, da pridobivamo nove krvodajalce. Mislim, da je prav, da se ta tradicija nadaljuje, kajti to ni samo tradicija, to je nuja. In da boš najbolj bogat, če boš pomagal človeku.
In ko se bomo tega zavedali, takrat se tudi za krvodajalstvo in podobne, lahko rečem, dobrodelne aktivnosti ne bo bati. Hvala vsem, nadaljujte to in seveda upam, da se vam bo pridružilo še čim več mladih, manj mladih v tej lepi tradiciji. In iskrene čestitke v vašem prazniku. Hvala lepa. Na to pa so se v pevskem programu predstavili člani vokalno-instrumentalne skupine osnovne šole Stranje pod vodstvom Karle Urh.